prireditve Trail Maraton Pohorje. Veseli nas seveda, da ste se odzvali našemu povabilu, pa bi kar predstavila današnje sogovornike. Gospod Uroš Razpet, župan občine Ruše in častni predsednik organizacijskega odbora Trail Maraton Pohorje. Kaj želimo in kar seveda tu s tem eventom na nek način dobivamo, je čim več neke sveže krvi v kraj, čim več novih ljudi, čim več ambicioznih ljudi, čim več tekmovalnih v končni fazi ljudi, ker tudi to so tisti, ki bodo v 29. avgusta se na teh vaših poteh pomerili. Jure Brečko, predsednik društva Aktivni smo. Mi smo to zadevo začeli pripravljati že novembra. Začelo se je z izrisovanjem trase, potem pa na tem smo pogradili vse ostale aktivnosti. Ker se tega projekta lotujemo prvo leto, seveda imamo kar nekaj nalog za narediti, od letakov, od vseh tiskovin, vseh majic, potem morali smo marketinško neke stvari doreči znotraj ekipe. Tako da naša desetera, v bistvu 10 nas je v tej ekipi, ki se dnevno trudimo, da bi naredili ta event res maksimalno uspešen. Se v bistvu vsakodnevno vlagamo 150% v ta projekt, sploh zadnje mesece, ko je res tudi že glede na število prijav, vidimo, da odziv zelo dober, vidimo, da delamo prav, da delamo dobro in to nam v bistvu zelo dosti pomeni tudi za naprej, ker naš cilj je, da ta projekt ne zamre z letošnjim letom, ampak da se nadaljuje v naslednja leta. Je trasa težka? Ta največja, recimo. Ja, odvisno koga vprašate. Če mene vprašate, je zelo težka, ne. Zdaj tiste boljše tekače pa v samem času, se pravi priprave dogodka, smo se sami odleževali v smislu promocije našega dogodka, tudi ostalih tekov po Sloveniji. S tem smo si nabirali dragocene izkušnje, videli, kaj je na takšnih dogodkih treba imeti v mislih in po pogovorih oziroma po videnjih, ker smo tudi sami tekli tam, smo prišli do spoznanja, da je sama trasa v bistvu na Pohorju zelo lepa, zaradi tega, ker je sama podlaga zelo dobra. V bistvu ni toliko tehnično zahtevna, ker je v bistvu podlaga zelo. Problem je recimo bil v Vipavi, kjer je dosti skalovja, pa tega na Pohorju ni. In to mislim, da bo tekačem zelo dosti pomenilo. Glede na to pa, da Pohorje nima take ekstremne višine, je pa ravno ta razgibanost oziroma dinamičnost trase, ki smo jo sestavili, mislim, da bo zelo zanimiva. Saj glede na profil tekača je zelo težko zdaj reči, komu kaj paše, ne. In tukaj mislim, da glede na to, da je trasa zelo razgibana, bo kar zanimivo, no. Tudi tisti boljši tekači bojo se, mislim, da kar težko dajali na tej trasi. V projekt sam ste vključili v bistvu to humanitarno in prostovoljno noto. Lahko poveste kaj več? Se pravi, v sami humanitarni noti je pač od vsake štartnine grejo sredstva v humanitarne namene, pa posebej organiziran pohod, kjer gre v celoti sredstva grejo v humanitarne namene. Tako da čim več udeležencev, več sredstev, več denarja bomo dali otrokom. Je pa res, da za to, da lahko speljemo prireditev, rabimo pa tudi ogromno količino prostovoljcev. Zdaj konkretno v številkah, če kar zaokrožim, je 100. V bistvu, če lahko izkoristim ta trenutek, vabim prostovoljce, sicer jih imamo že kar lepo številko, ampak rajše imamo kakšnega več kot kakšnega premalo, ker je pač sama prireditev res konkreten zalogaj, ki je sami mi ne moremo izpeljati, brez dobre volje. Kako se prostovoljci prijavijo? Prostovoljci se prijavijo na www.maratonpohorje.si, zavihek prostovoljstvo, spodaj je obrazec, kjer vas izpraša tudi po datumu rojstva, to pač moramo zato, ker da vemo, kako deliti naloge, pa tudi po številki majčk, zato ker vsak dobi majčko, pa hrano, pa nasmeh, pa še marsikaj, no, dobro voljo.